Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najpomembnejšega in najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. V Štorah ob občinskem prazniku podelili županova priznanja in občinske grbe. Prva generacija programa Poni zaključuje svoje delo. V Knežjem dvorcu predstavili monografijo Celjski strop, evropska mojstrovina. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije odločil, Rogaška mora v 4. ligo. Z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo najvišjih občinskih priznanj so v občini Štore sinoči sklenili praznovanje ob občinskem prazniku. Župan Miran Jurkošek je v dvorani kulturnega doma podelil 4 županova priznanja, po 2 bronasta in srebrna grba ter zlati grb občine Štore. Občina Štore 1. junija praznuje občinski praznik. V spomin na 1. junij 1836, ko je Ignacij Novak kupil fevdne pravice za odprtje rudnika Laška vas Pečovje. Občina vsako leto v občinskem prazniku podeli občinska priznanja zaslužnim za razvoj in ugled občine. Tudi tokrat je osrednja slovesnost potekala v kulturnem domu Štore. Vsako leto ima komisija veliko dela, ampak pazljivo, kako razdelite grbe. Jaz mislim, da so bili prav razdeljeni. En zlati osnovna Štore, 2 srebrna, 2 bronasta, 4 priznanje župana, 3 prostovoljcev, 1 ustvarjalka, mlada punca. Tako da, ja, prišli so prave roke in jaz upam, da bo neka spodbuda za naprej, za nadaljnje delo in seveda želim si dobrih sodelovanja vsem občanom in občankam še naprej. Priznanje župana za opravljanje prostovoljskega dela so prejeli Srečko Gorišek, Zvezdana Holcinger in Cvetka Šuster. Lara Kerznar pa je priznanje župana dobila za izjemno ustvarjalnost in uspeh avtorskega muzikala Odraščanje. Bronasti grb občine Štore sta prejela Andrej Hrastnik za izjemen prispevek k promociji športa in predano delo v teniški sekciji športnega društva Kovinar Štore in Zdenka Lokmič za strokovno pomoč sokrajanom ter dolgoletno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Zelo sem vesela, tako je že bilo na začetku oziroma v predstavitvi povedano, sem diplomirani pravnik, najprej sem delala v železarni, potem na delovnem sodišču, skratka skozi se ukvarjam z delovnim pravom. Bila sem vodja službe za brezplačno pravno pomoč in iz tega tudi izhaja, da sem tudi ljudem pomagala, tako je bilo v predstavitvi, tudi na ulici so me ustavljali in me za te osnovne pravzaprav prosili. Moram povedati to, da sem že tudi od leta 2011 mediator, tako na okrožnem kot na delovnem sodišču. Prejemnika srebrnega grba občine Štore sta Jožica Krajnc za nesebično pomoč sokrajanom in izjemno humanitarno naravnanost in Ivan Šelih za svetovanje občanom z področja varovanja človekovih pravic in dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ja, zelo sem vesela. No, nisem pričakovala, da bom sploh kdaj na odru zaradi takega, sploh pa ne takega lepega priznanja. Ja, priznanje pomeni veliko, zato ker čeprav sem že v bistvu vso svojo življenjsko kariero v službi za ljudi in z ljudmi, so pohvale redke. In danes je sem deležen ene pohvale, ki ima lahko še posebno vrednost, zato tudi, ker je očitno moj prispevek prepoznan v domačem okolju. Osnovna šola Štore je zlati grb občine Štore prejela za uvajanje novosti v zavodu, kulturni razvoj otrok in mladine ter za odlično povezovanje z lokalno skupnostjo. To je plod več kot 50-letnega dela, se pravi ne samo trenutno zaposlenih, trenutnih otrok, ampak vseh, ki so ustvarjali osnovno šolo Štore. Nagrada nam pomeni priznanje, da delamo dobro, zato se bomo v istem tempu trudili tudi naprej. Najbolj ponosni smo na odlične rezultate pri uvajanju 9-letke. Nenazadnje smo mi tudi
orali ledino, pravzaprav moji predhodniki orali ledino pri uvajanju 9-letke in tujega jezika v prvo triado. Trenutno sem najbolj ponosna na gozdno pedagogiko, ki jo uvajamo, in na vse projekte Evropske vasi, zdrave šole, kulturne šole, ekošole. In prav učenci slednje so svojimi nastopi popestrili kulturni program osrednje prireditve z glasbenimi in pevskimi vložki. V Razvojni agenciji Savinjska, kot se po novem imenuje Razvojna agencija Savinjske regije, prva skupina udeležencev programa podjetniškega usposabljanja v programu PONI, podjetno nad izzive, zaključuje svoje delo. Po 4 mesecih so včeraj v prostorih Celjskega podjetniškega inkubatorja predstavili svoje podjetniške ideje in izkušnje v sodelovanjem v projektu. Razpis za drugo skupino, ki se bo sestajala na Kozjanskem, se zaključuje v teh dneh. Razvojna agencija Savinjska je v projekt Podjetno nad izzive, ki sicer poteka po celi Sloveniji, vstopila februarja letos, ko so zaposlili prvo skupino udeležencev. Prav ta je zdaj zaključila z usposabljanjem. Gre za razvoj podjetniških idej. In sicer v 4 mesecih so udeleženci pri nas zaposleni, dobijo vse mogoče informacije za to, da lahko potem po 4 mesecih odprejo podjetje. Smo zelo zadovoljni. V prvi skupini je bilo 11 udeležencev, prijav je bilo prej skoraj da 25, tako da smo naredili kar izbor. Vsi so uspešno zaključili 4-mesečni program usposabljanja, tako da v naslednjem letu bodo odpirali svoja podjetja, nekaj pa tudi že v bistvu odprtih. V 4-mesečnem obdobju so se razvile številne podjetniške ideje, ki so jih udeleženci predstavili na tokratnem dogodku. Nekateri so ideje v tem času tudi že udejanjili, drugi jih želijo v prihodnosti. V bistvu sem zaključevala faks in potem sem iskala v bistvu mojo pot, kako bom jo nadaljevala. In sem v bistvu videla ta razpis in se mi je zdelo v bistvu, ker sem že imela neko idejo za svoje podjetje, da bi v bistvu bilo to perfektna priložnost. Sem študirala oblikovanje tekstil in oblačil, hkrati pa sem bila umetnostna drsalka, tako da sem razvijala v bistvu unikatne drese za artistične športe, kot so umetnostna drsanje, gimnastika, ples in podobno. Jaz sem pa v bistvu prej bila zaposlena v javnem sektorju, potem sem se pa odločila nekako, da rabim eno spremembo. Na osnovi tega sem pa ugotovila, da potrebujem še ena dodatna znanja, tudi iz podjetniškega področja, in zato sem se potem prijavila na ta projekt, ker sem vedela že s strani kolegice, ki se je prijavila v Koroški regiji na ta projekt, da v bistvu je ta projekt nekaj dobrega za podjetnika začetnika. Skupaj naj bi v projektu, ki bo trajal do februarja 2028, v 4-mesečno usposabljanje vključili 106 udeležencev v 10 skupinah. Prijavijo se lahko vsi potencialni podjetniki, ne glede na starost in spol. Ob znanju, veščinah in kompetencah, ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje, so udeleženci lahko podrobno raziskali trg in na podlagi ugotovitev oblikovali svoj izdelek oziroma storitev. To jim bo omogočilo uspešnejši vstop na trg, boljše poslovanje in hitrejšo rast. Sem dosti vedela v bistvu o teh umetnosti in v bistvu o oblikovanju oblačil, ampak v bistvu podjetništvo pa čisto nič. Tako da je ta program v bistvu me res tako počasi vodil čez vse informacije, ki sem jih potrebovala. Vsi mentorji so bili pač res prijazni in pripravljeni pomagati, tako da je bilo res noro. Jaz sem v bistvu za aprilom odprla svoj SP, tako da smo zdaj tukaj zelo veliko informacij dobili z področja najrazličnejših vsebin, kako v bistvu začeti svojo pot, tako da v bistvu sem zelo vesela, veliko tudi kontaktov smo pridobili z področja tega, kako začeti svojo pot, tako da sem res hvaležna za ta projekt. Jaz in moj prijatelj smo že kar nekaj časa imela idejo o napravi, ki bi ti v bistvu zmešala pijačo. Pa smo že nekaj začeli raziskovati, malo razvijati, ampak še ni bilo to, predvsem pa nam je manjkala ta podjetniški razvoj poslovne ideje. Zato smo se v bistvu tukaj prijavili, da smo nam pomagali oblikovati poslovni načrt, finančni načrt, projekcije narediti in malo nas tudi mentorji usmerjali. Ideja je v bistvu, Mixi aparat je v bistvu že v predprodaji na voljo na mixi.si. Izdelek v bistvu že bo prišel na trg okoli čez mesec.
Trenutno zaključujejo razpis za drugo skupino, njeno delo bo potekalo v podjetniškem inkubatorju Aureja v Gorici pri Slivnici. Projekt financirata država in Evropska unija. Celjski strop, evropska mojstrovina je naslov strokovne monografije, ki so jo sinoči predstavili v Barbarini dvorani Knežjega dvorca v Celju. Avtorica monografije je umetnostna zgodovinarka in muzejska kustosinja Gabriela Kovačič. Danes muzeji niso zgolj institucije, ki shranjujejo in razstavljajo zgodovinske predmete. Velik del njihove strokovne dejavnosti je znanstveno-raziskovalno delo. In del tega smo spoznali na predstavitvi strokovne monografije Celjski strop, evropska mojstrovina, ki jo je pred kratkim izdal Pokrajinski muzej Celje. Strokovno pa je pripravila njihova kustosinja, univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka Barbara Kovačič. Na 79 straneh je znanstveno obdelala in z navedbo virov dokumentirala vse dosedanje raziskave o evropsko znamenitem celjskem stropu, ki so ga v stari grofiji po naključju odkrili leta 1926. Torej bomo kmalu praznovali 100-letnico njegovega odkritja. Kaj pa ta monografija zajema in kako je koncipirana, pa njena avtorica Barbara Kovačič. V monografiji smo želeli zbrati vse dosedanje raziskave, ki so bile javno objavljene in seveda v različnih znanstvenih ali pa strokovnih publikacijah objavljene. Želeli smo nekako ponuditi vse vedenje, torej nekako jagodni izbor raziskav, ki so bile potrjene, ki so bile narejene, tudi tiste, ki so bile mogoče zavrnjene, da vsak, ki ga tema zanima, lahko pravzaprav vzame v roko eno knjigo in ima na voljo tiste osnovne informacije in tudi poglobljene nove informacije. Kako pa to, da se je prav sedaj založnik Pokrajinski muzej Celje odločil za izdajo te monografije? Celjski strop je monumentalno umetniško delo na nekaj resnično posebnega, ne samo v slovenskih razmerah, ampak tudi v evropskih razmerah. Nam se je zdelo potrebno, da glede na to, da se bliža 100-letnica odkritja, da tudi z izdajo te monografije, strokovne monografije kolegice Gabriele Kovačič opozorimo na eni strani strokovno, na drugi strani laično javnost, predvsem pa odločevalce, da se bliža 100-letnica odkritja stropa in bi bilo prav, če so ga takrat lahko dobesedno v enem letu po odkritju restauriranega postavili na staro grofijo in sito mesto tam, kjer je nekoč ostal, da ga bi bilo potrebno po 100 letih ga dejansko ponovno restaurirati. Zgodba o celjskem stropu seveda ni zaključena. Vedno privrejo na dan nova dognanja. Navsezadnje še vedno ni odkrita glavna njegova skrivnost. Seveda, tako kot se v življenju vedno učimo, se tudi na celjskem stropu da vedno kaj novega odkriti, pridemo do novih spoznanj. Lahko že do sedaj znana spoznanja še nadgrajujemo, saj mi namreč še vedno ne vemo, kdo je bil mojster, ki je ustvaril to kompleksno umetnino, ki v bistvu še danes buri duhove strokovne javnosti in laične javnosti. Celjski strop poslikava s tempero na platno je mojstrovina par excellence v širšem mednarodnem prostoru. Zato ni čudno, da je tudi ena od glavnih turističnih znamenitosti v Celju. Oziroma, kot nam je povedal direktor muzeja, je bil glavna turistična znamenitost nekje do leta 2000. Celjski strop je bil glavna turistična znamenitost mesta Celja vse nekje do leta 2000. Potem se mogoče malce je šel, se je predvsem po odkritjih in po obnovi Knežjega dvora se mogoče malce manj govorilo o njemu. Vendar še vedno obstaja edinstven spomenik, ki ga imamo v Celju. Celje dejansko se lahko pohvali z enim takim stropom, ki ga nimajo nikje, kot ste že videli. Minskega črna dvorana žal ostaja samo še na fotografijah. Enako pa tudi večina ostalih podobnih stropov, ki so bili naši eden redkih, to je 140 kvadratnih metrov, pa ne freske, ampak tempere na platno in to mu daje tisto posebno ceno. Monografijo Gabriele Kovačič, Celjski strop, evropska mojstrovina, je že moč kupiti na obeh vstopnih točkah v Pokrajinskem muzeju Celje. Izdali pa so ga v trdi vezavi v 300 izvodih. Več o monografiji, ki opisuje celjski strop, pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V vojniški občini so na območju naselja Jankova in v njegovi okolici prenovili 3 kapele in postavili še 2 novi.
Pred dnevi jih je v družbi vojniškega župnika Antona Pergerja in celjskega škofa Maksimiljana Matjaža slovesno blagoslovil domačin, upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Dobnikovi kapeli Lurške Matere Božje, Lipovškovi kapeli svetega Janeza Nepomuka in Funtjekovi kapeli Jezusovega srca, svetega Florjana in blaženega Antona Martina Slomška sta se pridružili še Železnikova kapela svete družine, svetega Antona Padovanskega in svetega Stanislava ter Janezova kapela posvečena Rožnovenski Materi Božji, svetemu Janezu Evangelistu in svetemu Tomažu. Dogodka, ki je povezal prebivalce tega območja, so se udeležili tudi duhovniki sosednjih župnij in predstavniki drugih verskih skupnosti. Slovesnost, pri kateri je sodelovala pihalna godba Nova cerkev, se je začela pri Dobnikovi kapeli, zaključili pa so jo pri Železnikovi kapeli ob Železnikovi domačiji, od koder izhaja tudi upokojeni škof Lipovšek. Sledila je še otvoritev obnovljenega cestnega odseka, ki vodi skozi Jankovo. Sigurno najprej varno uporabo, da bi ta cesta bila res tista, ki bi omogočala varen promet, predvsem pa tisto povezovanje, da bi ta cesta bila dejansko ne samo pot od kraja do kraja, ampak predvsem pot od človeka do človeka. In jaz v našem kraju vidim kot eno veliko prednost to, da živimo še vedno sosed s sosedom in tako naj bo čim dlje. Ta dogodek je seveda zelo pomemben, z večjih vzrokov. Eno je seveda, veselimo se novih pridobitev, to je vedno lepo in vedno na nek način pozitivno vpliva na naš duh, ampak tisto, kar je pa še bolj pomembno, je pa ta duh sodelovanja. To, da je za te projekte bilo treba vključiti ogromno ljudi, različnih stanov, različnih, bi rekel, tudi prepričanj in vsi so delali v istem cilju, v isti smeri. In tega si seveda jaz v Vojniku najbolj želim, ker tam, kjer je volja enaka in pot ni več težka. Gospod Lipovšek je seveda naš zelo cenjeni občan, on je krajan naše krajevne skupnosti, Vojnik in občine Vojnik, je tudi nosilec našega posebnega priznanja, edini do sedaj. On si je želel na nek način obeležiti rojstni kraj, tam, kodar izhaja, in to je z to kapelo in s tem dogodkom danes tako veličastno naredil. V bistvu za nas je to naš ljudski škof in takega ga imamo vedno v srcu. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na včerajšnji seji sprejel sklepe o sestavi lig v sezoni 2024-2025. Nogometni klub Rogaška, ki ni prejel tekmovalne licence za igranje v prvi slovenski nogometni ligi, se v prihodnji sezoni seli v najnižji rang, 4. slovensko ligo oziroma medobčinsko ligo Celje. Ta sklep Nogometne zveze je v bistvu pričakovan. Res pa je, da obstajata še vsaj dve inštanci. Trenutno postopek na eni od njih poteka, ampak zaradi interesa samega postopka ne bi širše govoril o temu. Na koncu še vedno obstaja mednarodno športno razsodišče, ki ga bomo pa tudi pokoristili, če bo to potrebno. V odzivu na odločitev Nogometne zveze Slovenije so pri Nogometnem klubu Rogaška zapisali, da je bil takšen scenarij zrežiran že jeseni leta 2023. Vemo za samo dogajanje, ki se je zgodilo v tem jesenskem delu. Vemo, da smo odšli v Koper, ker nismo odigrali tekme. Vemo tudi, da so nekatere sodniške odločitve šle v našo škodo. Mi smo ves čas opozarjali na te neke napake, ki se v slovenskem nogometu dogajajo, pa nismo bili tu v bistvu, da nismo gledali samo nase, predvsem smo gledali na dobrobit slovenskega nogometa, zato smo široko opozarjali na te napake in smo za opozarjanje teh napak sedaj bili tudi kaznovani. Javnosti morda toliko sploh ni znano, da so nam licenco vzeli že v jesenskem delu in smo potem tudi pod pritiskom oziroma pod grožnjo tega, da izstopimo iz lige, so nam licenco potem tudi vrnili, ampak so oni dobro vedeli, da bo prišel čas, ko bodo lahko spet pokazali svojo moč in zdaj je prišel ta čas in več kot očitno uveljavljajo svoj monopol. V vodstvu Nogometnega kluba Rogaška pravijo, da je vodstvo krovne organizacije na njihovem primeru skušalo disciplinirati ostale klube in pokazati svojo moč. To so ljudje, ki se držijo svojega položaja in vsakdo, ki jim vsaj malo nasprotuje, v njihovih očeh sovražnik, nezaželjen. In kot sem dobil veliko sporočil,
ki so šle predvsem v to smer, da gre za nekako discipliniranje slovenskega nogometa na sami Rogaški in res verjamem, da je temu tako. Vemo, da je Maribor imel svoje trenutke, ko je v javnosti nastopal proti zvezi, mi smo jih imeli, sedaj jih ima Koper, ampak so sedaj v našem primeru jasno pokazali, kaj se zgodi s tabo, če nisi tiho, če ne igraš tako, kot oni žvižgajo in gre za discipliniranje. Po mnenju Ivačiča so v prihodnosti spremembe v vodstvu Nogometne zveze Slovenije nujne. Jaz mislim, da je odprta, iskrena, direktna komunikacija potrebna, ne glede na to, kje deluješ. Trenutno so na zvezi oziroma v vodstvu zveze taki ljudje, ki drugega mnenja ne sprejemajo. V dobrobit slovenskega nogometa se morajo zgoditi spremembe na vrhu Nogometne zveze. Vidimo, kaj se dogaja v slovenskem nogometu, vidimo, kaj se dogaja v futsalu. Imamo predsednika MNZ Celje, ki vodi slovenski futsal, najboljši klubi odhajajo iz tekmovanj tudi v prvi ligi. Nekih rezultatov, ki smo jih v preteklosti imeli, ni, tako da jim je dejansko ta slovenski klubski nogomet trenutno v vodstvu neka španska vas ali neka odvečna zadeva. Verjamem pa, da novo vodstvo, ki bo prišlo, bo posvetilo več pozornosti napredku klubskega nogometa, tako da se nadejam dobremu sodelovanju z novim vodstvom. Rogaška je v pravkar končani sezoni za delovanje prvega moštva porabila okrog 1 milijon evrov. Z nepodelitvijo licence pa bo izgubila skoraj 2 milijona evrov. Realna številka je nekje 1 milijon evrov, to je strošek samo prve članske ekipe. Mi smo imeli sredstva za naslednjo sezono že zagotovljena. Preostanek sezone bomo pokrili z temi sredstvi, ki jih še dejansko dobimo iz naslova prodaje igralcev. Vemo, da smo se rezultatsko uvrstili v Evropo, kar bi nam prineslo slabih 600 tisoč evrov. Prihodki od Nogometne zveze in UEFA bi morali v naslednji sezoni se približati 400 tisoč evrov, to je že skupaj 1 milijon. Imeli smo pa tudi kar nekaj ponudb za naše igralce in tudi na ta način smo izgubili krepko čez 1 milijon evrov, tako da ocenjujem, da nepodelitev licence je NK Rogaški vzela več kot 2 milijona evrov. V Rogaški bodo v prihodnji sezoni zagotovo imeli člansko moštvo. Glede na to, da smo osvojili pokal, da smo v Ljubljano pripeljali čez 2000 ljudi, se čutimo v klubu odgovorne, da klub ostane v bistvu v tekmovalnem pogonu, da ga probamo čim prej vrniti na ta prvoligaški nivo. V klubu že potekajo razni pogovori, kako naprej. Morda je bilo še kak teden ali dva nazaj videti, da ne bomo imeli članske ekipe v naslednji sezoni, ampak jo bomo zagotovo imeli. Takoj bomo napadli prvaka MNZ, se skušali prebiti v 3. ligo in potem tudi takoj v 2. Pred nami je pa najprej skupščina kluba, postavitev vodstva, morda menjava starega vodstva za novim ali pa tudi, če bo staro ostalo, ne vem, to bo pač skupščina povedala. Ivačič še poudarja, da so z izjemo enega nogometaša pri vseh ostalih nogometaših, ki so še pod veljavno pogodbo, upravičeni do odškodnine. Največ zanimanja za usluge hrvaškega napadalca Mijića je pokazal celjski nogometni klub. Lahko potrdim, imeli smo uradno ponudbo Celja. Pogodba ni bila podpisana, imela je celo klauzulo o podelitvi licence, ampak že naslednji dan po prejemu te ponudbe smo dobili obvestilo, da licenca ni bila podeljena, tako da glede prestopa Mijića so pogajanja z Celjem se začela znova. Po noči bodo padavine postopno ponehale, proti jutru se bo delno zjasnilo. Po nekaterih nižinah bo lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. V severnih krajih bo popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V nedeljo bo po večini sončno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne plohe ali nevihte. Ponedeljek bo več oblačnosti, plohe in nevihte pa bodo pogostejše. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav.